Zanimivo, kaj vse se da danes narediti z modularnimi platformami. Če tale dvojka Grand Coupe stoji na isti osnovi kot tale in tale avto, potem neki že znajo inženirji. Včasih bi se v takšen avto prav nezaupljivo usedel, danes pa vem, da je to nekaj čisto običajnega. Če se vsi vtaknejo v to, da je osnova ista, se potem nobene pozanima naprej, da bi videl, kakšne so pa kaj nastavitve podvozja, kakšne so vzmeti. Vse to je seveda drugačno, tudi precej nižje težišče je in zato bi se avto moral peljati precej bolj dinamično. Pa se. Jasno, da se. Veste, da bo to retorično vprašanje. Itak, da se v 4,8 sekunde pospeš do 100 in brez težav doseže 250 km/h. Še launch control ima, da bo čim bolj učinkovito spravil moč na cesto, ki je seveda ni malo. Oznaka M235i žal ne pomeni kot včasih, da je spredaj 6 valjev, ampak so samo 4. Motor je bencinski turbo, prostornina 2 litra, moč pa 225 kW, kar je 306 konjev. Se ne sliši slabo, ne? In ni. V bistvu je moči dovolj, vse kdaj pa 300 konjev ni bilo dost. Pozna se seveda, da nima večje prostornine, ker ni tistega občutka kot včasih, da vleče tako od prostega teka. Itak se mora najprej zavrteti, potem pa fino vleče. Zvok je tako, ko ga vžgeš, malo zarohni, potem pa je rezak, ampak vseeno premalo žlahten, nekako preveč zadušen se mi zdi. Sicer se tudi to da rešiti s kakšnim dobrim izpuhom, ampak zakaj ne bi bil že serijski hod? Še bolj pa bi mi bil všeč, če bi imel samo zadnji pogon, kar pa pri tej generaciji ni možno, zato je tukaj 4-kolesni. Kar malo hecen za BMW, ne? Pa to ne pomeni nič slabega, ker občutek sploh ni slab. Je sicer premalo vozniško pristen, ne, drugače moram reči, v bistvu me je premalo strah, preveč si upam, ker vem, da mi bo vse odpustil. In evo, to danes manjka avtomobilom, da bi imel tisto staro straho spoštovanje do njih, ker se šele takrat zavedam hitrosti, s katerimi se v resnici vozim, ne. Ja, tudi zato si danes preveč voznikov preveč upa, ker se zanaša samo na to, da bo avto že zmogel, če že sam ne obvlada, ker niti ne ve, da ne obvlada. Začaran krog, ampak tukaj se lepo vidi, da tale dvojka leti kot sneta skera. Se vrnem k vožnji, moram pokazati par zadev. Najprej kabina. Nič novega, če ste že sedeli v novi enki, sicer pa fina. Precej utesnjena deluje, kar mi je pri takšnem avtu všeč. Ni neudobno, daleč od tega, ampak vse je tako kompaktno, občutek je dober, ker so materiali dobri in sedež super objame. Teli digitalni merilniki mi pri BMW-ju niso všeč, ker kažejo premalo informacij naenkrat. Ne vem, kaj je tak problem malo spremeniti grafiko, zato večinoma gledam na tale projekcijski zaslon. Ta je pa zakon. Sredinski zaslon je velik in ima dobro ločljivost, je pa nameščen pod takšnim hecnim kotom, da ni vse preveč zaprto. Zadaj se sicer da sedeti, ampak vidite, da za sabo s povprečno višino že kar težko udobno sedim. Prostor za noge je malo še dobro, da kleje luknje od zgori. So pa vrata lepa, šipe brez okvirjev, zato mislijo, da si zasluži ime Coupe. Seveda si ne, ker ima 4 vrata, ampak sliši se pa kul. In prtljažnik? Zelo bizaren. 430 litri sicer ni toliko majhen, se pa odpre samo tale zadnji del vrat kot kakšen predal. Sicer je super, če so torbe takšnih pravilnih oblik in ker praktično ni roba tukaj, in samo potiskaš not, pa vlečeš ven. Se malo čudno sliši. No, če voziš not kakšne vrečke in se bodo itak stresle po celem prostoru, bo pa zelo težko pobrati. Ale jabolk, tele v kotu. Sam povem. Žgemo in akcija. Se kar lepo pospešuje do 100. Kar ima 5 sekund, oziroma manj kot 5 sekund do 100, itak ne more biti slabo, a ne? Da se dobro drži ceste, mora biti podvozje kar trdo. Nič česar nisem pričakoval in verjetno se bo s tem sprijaznil tudi vsak voznik tega avta, da bo lepše požiral ovinke. Ja, v ovinkih se pa čuti tisto, kar sem prej povedal, da ni toliko veselja, ker ne čutiš, da te poriva zadek, da nos mačkam bolj rine naravnost, da mačkam bolj vleče in čeprav mu pri tem zaradi 4-kolesnega pogona pomaga tudi zadek, občutek ni tak, kot bi mogel biti. To ni več tisto, česar smo bili vajeni od BMW-jev in če ste njihov stari fan, vas bodo s tem izgubili. Škoda, ampak ker ste v manjšini, bodo malo stisnili zobe in vam zato ponudili kaj dražjega. Če gledam na takšno dvojko Grand Coupe kot na moderen avto in ne kot na old school BMW, je pa seveda zelo dober. Niti ni toliko neudoben za vsak dan, zelo lepo se pelje tudi hitro, občutek na volanu je dober in tudi tisti, ki ne obvladate toliko, vas ne bo strah, kdaj pa kdaj pritisniti plina do konca.
69.000 evrov stane s tole hudo barvo in lepo opremo, kar je seveda velik. Trenutno ima samo enega konkurenta, tale CLA, in zato bo na naših cestah verjetno prava redkost. Sicer je osnovni 30 jurjev, ampak ima samo 1,5 litrski trivaljni turbo, kar je verjetno čist dost, ampak vseeno mora biti nekaj tazga, da pusti vtisa, ne?